Že kot predsednik vlade sem ugotovil, da je to, mislim, da sem to rekel kmalu po začetku mandata predsednika republike, večji problem in nevarnost za slovensko družbo, kot je bila bančna luknja, torej zdravstvena. Ne gre samo za finance, gre seveda spet predvsem in najprej, pa gre za celotno organiziranost, za celoten koncept, ki se ni spremenil 20 let in tudi ni znakov, da bi se bistveno spremenil v naslednjih. Imamo predlog zakona o zdravstveni dejavnosti, veste, da je precej polemičen, kot bo vsak predlog zakona, ampak v osnovi, čeprav mislim, da je neke stvari v njem slabo rešenih, v osnovi ga podpiram, ker se mi zdi en korak naprej, ampak tisto, kar res pogrešam na osnovi, jaz nisem strokovnjak za zdravstveni sistem, ampak kot predsednik vlade sem se tudi pogajal za to, da bi vendarle zdravstveno reformo spravili pod kapo, pod streho, to nam ni uspelo. Vem, da je zakon o zdravstvenem zavarovanju pa ključnega pomena. Mislim, da je zavarovanje ena od tistih stvari, ki niso edine, ampak so bistvene, so ključne, so srce celega organizma in če bi to enkrat uredili, bi naredili eno velikansko stvar naprej, ker nekaj pa moram povedati. Mi imamo kvalitetne zdravnike, imamo kvalitetno zdravstveno osebje, tudi pridno in predano. Seveda, tako kot vsi drugi, delajo tudi oni napake in te napake so povezane z našim zdravjem in z našim življenjem in so toliko bolj izpostavljene, ampak če ne bomo naredili tega sistema na osnovi solidarnosti bolj konkurenčnega, nam bodo zdravniki uhajali v tujino, osebje zdravstveno, zlasti medicinske sestre, v tujino in na koncu nam bojo v tujino bežali tudi pacienti, ker doma ne bodo imeli oskrbe. Stvari so zares zelo zaskrbljujoče.